Gluhi popotnik Andrej Vivod od leta 1999 potuje sam, brez posrednika ali turističnih agencij. V 16 letih je prepotoval 132 držav po svetu in ima veliko bogatih izkušenj. Svoje popotniške izkušnje, dogodivščine in dragocene nasvete je na svojem prvem potopisnem predavanju posredoval okoli 50 gluhim, naglušnim in slišečim obiskovalcem v prostoru MISC Infopeka v Mariboru. Moje lastno inicijativo, da bi lahko šla v Egip, in tako sem začel pridobivati svoje prve izkušnje. In danes mi je korak po koraku srdečno dobil en obrazec, en papir, ki so mi ga dali, ampak s tem papirjem sem lahko šla. Tako da to so zgodbe, kar se tiče potnih listov. In nam jih vračali, da smo šli nazaj na avtobus. Vsakemu so potrdili potni list in jaz sem bil čisto zadnji in vsi so že v bistvu, ki je bilo to malo preveč mene. Poskušali smo se malo želeli, izkušnje so velike, dogodki so veliki. V bistvu mi iščemo, da so potopisi drugačni, da se poderijo neke stereotipi, neki predsodki. In Andrej se nam je zdel idealen, zato tega ker je v bistvu vzor, je lahko marsikomu, ki je gluh pa naglušen, ker se vse brez overja, ne vidi, zaveda se tega, ampak gre, in je v bistvu vzor lahko mladim. In smo želeli, tudi mi, seveda mi imamo težave, ker v bistvu ne razumemo gluhih pa naglušnih, tako da se nam je zdelo enkratno, da se ta svetova povežeta in seveda, da Andrej pove svojo zgodbo, oziroma navdihne še ostale, ker ima veliko za povedati. Kontakt smo dobili pa od naše soprostovoljke Ines, ki je pa z Andrejem tudi delala v društvu gluhih in naglušnih. Tako da se nam je zdelo, ona nam je res predstavila, kako eno globoko zgodbo ima on za predati in se nas je res dotaknilo, da bi se tega tudi lotili, ker je še nismo imeli. Tako da nam je zelo v skladu z našo vizijo. Z vsemi ostalimi in povedal, da želim nadaljevati poti, bi prosim lepo preverijo, kje je moj potni list. Tako dolgo sem se z njimi prerekal, da sem odšel dobesedno k njim v pisarno. Sem letalsko karto kupil. Najprej smo bili še malo skeptični, ker ravno smo se pogovarjali, je bilo eno vmes izpitno obdobje in ni toliko študentov prihajalo, ki je tudi en del naše publike in smo mislili, da mogoče ne bo toliko obiska, ampak smo bili zelo prijetno presenečeni in smo veseli, da smo tako novih obrazov spoznali.
Pa super je bilo, ja, pač, ker so bili mlajše generacije, starejše generacije, tako da je res... V primeru lahko imamo zelo vizo ali brez vizo, kakorkoli že, v Sloveniji tukaj vprašam in plav in prišel vprašati, da se postavili v vrsto, ali je na da grem na Madagaskar. Kar se tiče moje gluhote in kar se tiče komunikacije, ambasado pošiljati potne liste. Moram povedati, da sem bil kar presenečen. Čeprav srečal sem pa že gluhe v Evropi, marsikje. S tem, da so pač komunicirali preko pisave, torej so zapisovali tudi na mejah ali recimo, ne vem, v Parizu, Rimu, ne, in na tak način komunicirali s policijo ali natakarji ali komerkoli. S tem, da pač izven Evrope pa takšnih, recimo, razen če je bila organizirana skupina, ne, še dejansko, ne, da bi nekdo sam potoval, ne, tega še pa nisem uspel videti. Skupinsko pa ja. Torej so imeli nekoga svojega predstavnika, vodiča, ne, ki je pač potem to skupino popeljal. Zato bi še toliko bolj pohvalil Andreja, ki si je sam upal torej potovati po celem svetu, dejansko nekaj takšnega kot gospod Dragan Potočnik, ki je tudi, ne, bom rekel, ne, en izmed velikih popotnikov, ali pa Zvone Šeruga, s tem, da je pač Andrej se tega podviga lotil sam, torej brez nekakšne pomoči, torej in še seveda z obilo izkušenj, ki jih je tudi nam predstavil. Poznam že od prej, tako da mi ni to čisto novo. Prej mi je že pač razlagal, poznam nekaj malo to njegovo pot, okoli sveta, različna njegova potovanja. Na začetku sem bila seveda presenečena, se mi je zdelo dokaj težko, ampak potem počasi, ko se na to idejo navadiš, ko malo bolj spoznaš to gluho skupnost, postane pač bolj razumljivo, da se da, sploh če so motivirani. Potem smo šli v Kulturastu v en hotel, kjer smo spali. Bil je sicer pocenjen, kot je imel 4 zvezdice. Tako da hrana je velika, ogromno je ljudi, potem, ki je imel skrivne prostore in dejansko so nam pokradli. Potne liste, poglejte, opozarjam vas tudi na primer, da so določene države zelo občutljive na potne liste. Skratka, potni listi morajo biti.
Andrej Vivod bo še naprej predaval o svojih popotovanjih po svetu, saj je že dobil ponudbe. Načrtuje tudi nova potovanja. Rad bi šel še v okoli 30 do 50 držav. Sredi aprila bo za mesec ali dva spet odpotoval. Obiskal bo Ameriko, Nikaragvo in Karibe. Želimo mu veliko popotniških užitkov.